in spoštovani, malo besed z veliko težo. Toč direkt, nahajam se na grajskem griču mesta Ptuja, današnja tema depersonalizacija in strah. Depersonalizacija in strah sta dva izmed temeljnih psiholoških problemov družbe, v kateri živimo. Depersonalizacija in strah sta dve mentalni stanji, kateri sta posledica neustrezne mentalne higiene. O neustrezni mentalni higieni govorimo takrat, kadar oseba ne skrbi v zadostni meri za izobraževanje in udejanjanje. Depersonalizacija in strah sta psihološki stanji, ko oseba ni sposobna udejanjati lastnega obraza in lastnega jaza. Značilnosti depersonalizacije in strahu sta duhovna in duševna obremenjenost ter praznina. Temeljna koraka za preprečitev in odpravo depersonalizacije in strahu sta ustrezna identifikacija z družino in okoljem, v katerem oseba biva. Med vzroke za depersonalizacijo in strah spada prav tako izguba stika z naravo, kar je potem tudi simptom tovrstnih obolenj. V bistvu je snažnost mentalitete odvisna od skrbi za snažnost narave. Prehiter tempo življenja, preobremenjenost z informacijami, podatki, prevelika količina stresa, nezmožnost regeneracije, premalo časa za udejanjanje lastnega življenja. To so elementi in faktorji, kateri večajo depersonalizacijo in strah. Za odpravo depersonalizacije in strahov je treba ustrezno doumeti in udejanjati filozofijo, ponazorjeno s tem citatom. Arbeit adelt, Bildung macht frei. Delo plemeniti, izobrazba osvobaja. Torej, treba se ustrezno izobraziti in zatem konstruktivno udejstvovati. Za izogib depersonalizaciji in strahu je treba znati zaznavati in udejanjati realnost, resničnost in resnico.
16.5.09 tož direkt per arts ad omega s dovršenostjo v popolnost. 16.5.09 tož direkt per arts ad omega mittels Vollkommenheit zur Vollendung.